V četrtek 28. maja 2015 je v konjiški mestni galeriji Rimer potekalo kulturno-zgodovinsko srečanje ob 500-letnici slovenskega kmečkega upora 1515. Na srečanju so sodelovali ugledni slovenski znanstveniki, osvetlili različne vidike upora, njegove odmeve v sodobnosti ter izpostavili njegov pomen za slovensko in tudi evropsko zgodovino. Srečanje so organizirali na Turistično-informacijskem centru Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice in Gimnazijo Slovenske Konjice, podprla pa sta ga tudi poslanca v Evropskem parlamentu Franc Bogovič ob pokroviteljstvu Evropske ljudske stranke in Ivo Vajgl ob pokroviteljstvu skupine Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu ALDE. Srečanje so odprli staro žolnirsko pesmijo Lev kup uboga gmajna, ki so jo izvedli člani vokalne skupine Ekspe, ki že pred stoletji družila naše uporne prednike v boju za staro pravdo, pred mesecem dni pa še Konjičane pri veliki uprizoritvi kmečkega punta. Pevci so nastopili v kostumih, ki so jih za uprizoritev zašili člani literarnega društva Gnezdo. Hejo, sedaj se kmečka gmajna brani. Heja, hejo, puško meč, topil dan, za svobodo bije se Tlačan. Prisotne je nagovoril podžupan Peter Koren, preko videoposnetka pa tudi poslanca v Evropskem parlamentu Franc Bogovič in Ivo Vajgl. Vsi so iskreno pozdravili srečanje, katerega namen je ohranjanje spomina na naše uporne prednike, katerih dejanja so aktualna še danes. Boriti se za pravico malega človeka in se upreti kapitalu. Spoštovani gostje, spoštovani občani in občanke Slovenskih Konjic, najprej vas lepo pozdravim v imenu občine Slovenskih Konjic. Moram reči, da sem se z veseljem odzval na tole povabilo za tale posvet, da slišimo o dogodkih izpred 500 let, ko so naši takratni predniki, ki so živeli na tem območju, za svojo hrabrostjo in vztrajnostjo pisali zgodovino. In moram reči, da bi tudi danes bilo potrebno več tega. Moram pa tudi reči, da je občina tudi danes precej vpeta v kmetijstvo, saj je naša občina pretežno podeželska. Kmetje niso samo pridelovalci kvalitetne domače hrane, ampak so tudi kvalitetni servis za urejenost krajine, kar pa je osnova za razvoj gospodarstva, turizma in ostalih panog. In temu segmentu želimo v prihodnosti dati tudi večji poudarek. Ni pa dobrega napredka brez poznavanja zgodovine, zato bomo danes z veseljem prisluhnili vašim opisom dogodkov izpred 500 let in želim vsem prijetno druženje in da se veliko naučimo. Hvala. Strokovni del srečanja je pripravila, vodila in tudi pričela domačinka magistra Aleksandra Boldin z Gimnazije Slovenske Konjice s prispevkom Konjice v luči slovenskega kmečkega upora 1515. Kmečki upor z vidika mednarodnih primerjav, nemška kmečka vojna, je predstavil dr. Igor Grdina z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU in Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Torej, ko so kmetje se pogajali, tiste svoje najspretnejše ljudi so poslali k cesarju. Cesar jih je razumel, sej oblast, sej pejte k gospodu podžupanu, kaj bo rekel, ne? Razumem vas, bomo naredili, kar je mogoče in vi ste pomirjeni, ker ste razumeli, to bo. Ni vam tega obljubil. Razumemo vas, ne? Sej tudi nima on, recimo, mošnje, sej bi rad. Ampak špage je premalo, ne? In veste, tudi v srednjem veku in zgodnjem novem veku ni bilo seveda nič drugače, ne? In vsak je imel torej tu neke svoje račune, kmetje, cesar in seveda tudi plemiči. In vsak je tudi imel svojo predstavo o stari pravdi. Veste, ko je Cankar tik pred Prvo svetovno vojno mislil pisati
Dravo v kmečkih uporih je značilno rekel, ne, da to, kar je takratna slika in kar je dejansko še današnja slika kmečkih uporov, da je to vse zlagano, ker se vsi postavljajo na stran seveda kmetov, ki se ljudem najbolj smilijo, ker so pač najbolj trpeli. Ampak seveda tudi fevdalci so imeli svoje skrbi in navsezadnje tudi cesar. Recimo, nič ne pridobimo, če zgodovino poenostavljamo. Torej, tisto, kar sem rekel prej o Studenicah, ne, tisto je že ena takšna epizoda, ki bi težko rekli, da imajo kmetje, da so to lahko popolnoma junaki, s katerimi se identificiramo. Ne. Seveda so nam simpatični zaradi marsičesa, ampak tudi oni so imeli dve plati. Ne si predstavljati, ne, da so bili tudi vsi fevdalci kot pozneje 1572-73 leta Ferenc Tahi. Ne. Pa on je bil še kalvinc, ne, torej spet so protestanti pri nas junaki, ne. Pa tudi je bil pa recimo najhujši, najbolj pesjanski fevdalec dejansko te vere. Ne. Čim gremo gledati zgodovino res na mikronivoju iz virov, potem dobimo mnogo bolj komplicirano, ampak seveda po drugi strani tudi mnogo bolj človeško sliko in lažje razumemo, zakaj so se ljudje odločali tako, kot so se. Saj niso bili nič enostavnejši kot mi. Takrat je imel vsak človek neko zelo jasno predstavo, recimo o tem, da biva v času in tudi v večnosti. Ne. Neko predstavo o tem, kako je svet nastal. Današnje predstave, današnji človek, redko kdo živi v čem drugem kot v današnjem trenutku. Ne. Srednjeveški človek je imel pa še tudi kakšno drugačno dimenzijo in se je spraševal prav, narobe. No, vidite, to je pa tista stvar, ki je srednjeveškega človeka pa družila z nami. Prav ali narobe. In vedno se je bilo treba odločati med tem, ali misliš, da delaš prav ali narobe. O neznanih drobcih v Puntariji v severovzhodni Sloveniji v novem veku pa je spregovoril dr. Anton Ožinger z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Prispevek za posvet z naslovom Upor 1515 in kultura upiranja v zgodnje novoveški družbi je pripravila tudi dr. Dragica Čeč z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, v njeni odsotnosti pa ga je predstavila magistrica Aleksandra Boldin. Srečanje je odstrlo prenekatero tančico pozabe, ki se je po 500 letih spustila na spomin o slovenskem kmečkem uporu in osvetlilo njegove odmeve v sodobnosti. Njegov odjek je še danes glasen, mi pa smo z vsem spoštovanjem dolžni ohranjati spomin nanj in na življenje naših upornih prednikov.